Teče. Kaj bolj zaploski, veš? Tole za mano je Porsche 930 Turbo, ki ga nas večina pozna bolj kot prvo generacijo Porschea 911 Turbo. Zanimivo je, da je bil avto sprva, sploh kar je šlo za čas naftne krize, načrtovan zgolj v 400 primerkih, ampak jih je že prvo leto bilo prodanih 1000, končali so njegovo proizvodnjo, pa so končali tam leta 89. Kar pet. Zanimivo je, da ga je bolj kot naftna kriza prizadela okoljska zakonodaja, saj so zaradi tega mogli zaključiti prodajo v ZDA pa Japonski, še predno. Izvoli. Ok, prva stvar, ki jo moram priznati, nikoli, ama res nikoli nimam treme, kaj treba peljati kakšen avto. McLaren Senna, lej, ni problema. Aston Martin, ma skočam in se odpeljem. Tole, presežem noga, se mi trese na sklopki. To je to, lej, vozim poster iz svoje sobe, čisti rešpekt, mečken strahu, jaz mislim, da tega malo mora biti pri tem avtu. Začnimo z nizkimi obrati, z osnovnimi informacijami in predvsem previdno. Zakaj previdno? Zato, ker je ta avto originalni Widowmaker. Zdaj, a je vse to res, kar pravijo o tem avtu? Ja, je. Ampak enostavno sam zato, ker ta avto tebe išče, skozi išče pozornost. Tako kot oni psi, oni Jack Russell, ki imajo žogco v gobcu, pa takole zraven tebe skačejo, pa skozi hočejo nekaj od tebe. Lej, to je ta avto. V Ameriki so v tistih časih proti Porscheju celo vlagali civilne tožbe, ker se je folk na redni bazi pobil s tem avtom. Res, ne hecam se. To je bil pač čar takratnih turbo avtov. Dejanski turbo efekt. Danes tega ni več. Z vsemi variabilnimi vetrnicami, biturbo, 3 turbo motori so ubili ta feeling. Najbolj hecan je to, da je tale turbina, ki piha za mano, pravzaprav neke vrste downsizing tistega časa. Enostavno so iskali načine, kako iz obstoječega motorja iztisniti nekaj več, ne da bi spet vlagali nek denar v razvoj novih motorjev. Zdaj, če se dotaknemo zunanjosti, mimo telih bokov enostavno ne moremo. Jennifer Lopez je ravno dila v primerjavi s tem. Tole valjda ni posledica Porschevega oblikovalskega oddelka, ampak so enostavno bili razširjeni zaradi potrebe po boljši trakciji. Ena stvar mimo kjer enostavno ne moremo. Teli, valjda zdaj že kultni gumijasti odbijači. A veš, zakaj so bili gumijasti? Preprosto zaradi glupih ameriških regulativov iz leta 1970. In še tretja stvar, ki bode oči, valjda, čajna mizica. Jasno, vsi Porscheji tistega časa so bili zračno hlajeni in tale spoiler je poleg tega, da je zajemal zrak in s tem hladil motor, tudi pri visokih hitrostih pritiskal redko tlom. Če bi na zemljo padel nek vesoljc in bi mi rekel, Saša, stari, daj, pokaži mi, kaj so to turbomotori. Ej, presežem, da ga rajš posedem v tale avto, kakor po ta novo 911. Pa tudi samo dojemanje hitrosti. Jaz ne vem, kaj se je zgodilo vmes, da danes rabiš 600 konjski avto, da bi doživel enak občutek hitrosti kot včasih pač s tem avtom. Kakšni vozni programi pa prilagajanje vozniku, dajno nehi. V tistih časih pač tega ni bilo. V tistih časih se je voznik prilagajal avtu in ne obratno tako, kakor je danes. Ampak, a si opazil, da v celem videu niti enkrat nisem omenil, koliko je ta avto pravzaprav hiter? Nobenih številk, nič. A veš zakaj? Stari, ta avto govori z občutki. Danes je vse okrog številk. Koga briga, če je Rimac nascal Tesla za 2 desetinki? Ali pa če je nek AMG za 2 desetinki izboljšal cajt na Nordschleife? Koga briga, stari? Takrat tega natovcevanja ni bilo in zdaj se je fokus preusmeril čist drugam. Ne toliko k iskanju vozniške prvinskosti, ampak enostavno tekmovanju v neki hitrostni sterilnosti. Če bi sledili nesmislom iz časov tega avta, jaz mislim, da bi bil svet avtomobilizma danes še veliko lepši.